Lenart in odpuščene delavce je obiskala ministrica za delo. Podjetniške ideje za ustanovitev socialnega podjetja. Kdo so kandidati za župana občin Laško in Šmarje pri Jelšah? Dober večer želim najprej v Lenart, kjer se je mudila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Skupaj z delavci podjetja Prevent Halo, ki je iskala rešitve za njihovo prezaposlitev. Prejšnji teden so delavci namreč dobili odpovedi. Od tamkaj se oglaša Ana Marija Bosak. Pozdravljeni. Potem, ko je 412 delavcev Preventa Halo iz Lenarta prejšnjo sredo prejelo odpovedi, okoli 90 naj bi delo dobilo v hčerinskem podjetju IMS Avtomotivi, so danes v Lenart povabili ministrico za delo Anjo Kopač Mrak. Želeli so skupaj dognati, kakšne so možnosti za prezaposlitev zdaj že stotine brezposelnih. Spomnimo, Prevent Halo, ki je že dlje časa pomalem odpuščal in najemal, kakor so prihajala manjša naročila. Avgusta pa je udarila novica, da je pogodbo enostransko odpovedal njihov največji naročnik, nemški Daimler. In če smo danes tam pričakovali množico brezposelnih šivil, smo bili nekako razočarani, prišla je samo ena šivilja. Ministrica Mrakova je sicer pojasnila, da je trenutno v Lenartu 635 brezposelnih, da je tam 9% stopnja brezposelnosti, kar je med najnižjimi v Sloveniji. Sicer pa so nam na uradu oziroma na Zavodu za zaposlovanje pojasnili, da se že pripravljajo na teh 412 brezposelnih, ki jim bodo že prihodnji teden nekako skušali pomagati z nasveti in zmanjšati stisko. Toliko za zdaj. Anita, hvala lepa. Zdaj pa občino Slovenska Bistrica, kjer so danes nagradili najboljšo podjetniško zamisel za ustanovitev socialnega podjetja na tem območju. Nagrada je šla v roke Nini Kranjec, mladi šivili, ki želi svoje izdelke prodajati na inovativen način. Njena podjetniška zamisel nosi naslov Moja sobica. Na javni natečaj je sicer prispelo 19 podjetniških idej, po večini gre za brezposelne osebe, ki bi se na tak način lahko zaposlile. Minca Male in Mateja Jerevic sta prijateljici, družijo ljubezen do živali, obe sta tudi inštruktorici za pse vodnike. Odtod tudi Matejina zamisel v hotelu za male živali. Se srečujem z ljudmi, ki iščejo prostor, kam bi dali pse, ko grejo na počitnice, ko so v službi. Tudi Minčina ideja ima osnove pri živalih. Sofijn Brlog je poimenovala podjetje, kjer pa bi skrbela za vzgojo in izobraževanje otrok ter njihovo dejavno preživljanje prostega časa v učilnicah v naravi. Moja ideja v bistvu izhaja iz tega, da veliko otrok je prepuščenih samih sebi, sedijo za računalniki doma, zelo pasivno preživljajo prosti čas. Tako Minco in Mateo, kot še 16 drugih, ki so se prijavili na razpis, pesti dejstvo, da je službo v teh časih težko najti. Če bi njihove ideje zaživele tudi v praksi, pa bi lahko zaposlili še koga. Kot poudarjajo na Zavodu za zaposlovanje, je velik uspeh že to, da jim je mlade uspelo spodbuditi, da so postali aktivni. In jim pokazati, da na trgu so priložnosti, da ni v bistvu delovno mesto v podjetju samo tisto, ki te bi moralo čakati na nek način, ali pa mladi pričakujejo, da jih to čaka, ampak da so kreatorji sami svojega delovnega mesta. Najbližje temu, da hobi postane tudi služba, pa je Nina, ki bo svojo idejo uresničila še letos. Ker se je pojavila potreba po mojem delovnem prostoru in obenem razstavnem, sem nekako oblikovala otroško sobico, torej mojo sobico, v kateri bo možno dobiti slovenski izdelek. V sodelovanju pa namerava povabiti še druge lokalne podjetnike, ki bi skupaj z njo ponudbo še obogatili. Izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank je danes v zvezi z Mariborskim športnim centrom Pohorje dejal, da iščejo najbolj optimalno rešitev, saj želijo ohraniti podjetje in njegovo infrastrukturo. Prejšnji teden smo poročali, da so v Mariboru za rešitev finančnih težav športnega centra Pohorje ustanovili konzorcij in da naj bi oddal ponudbo za najem infrastrukture. Novo ponudbo za najem in odkup športnega centra Pohorje naj bi na slabo banko poslali tudi z mariborske občine. Na Družbi za upravljanje terjatev bank pravijo, da ponudb občine in konzorcija še niso dobili.
V Mariborski zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so danes opozorili na vse večje pritiske na sindikalne zaupnike in njihovo delo. Zadnji odmeven primer je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi glavnemu sindikalistu mestne občine Maribor Goranu Rajču. Razlog za izredno odpoved dolgoletnemu občinskemu uslužbencu je domnevni fizični napad na direktorja mestne uprave. Rajč to zanika, že prejšnji teden se je tudi pritožil. O zakonitosti odpovedi bo v 30 dneh odločila posebna vladna komisija. Mi smo sicer navajeni pritiskov na sindikalne predstavnike v podjetjih in dejansko tudi v zavodih, ne nazadnje tudi, zdaj kot vidimo, v mestni občini Maribor. Zagotovo se pa s tem ne strinjamo in globoko obsojamo takšna ravnanja, glede na to, da tukaj gre za eklatantno, bom rekel, nasilje nad sindikalnim zaupnikom, predsednikom sindikata. Če se bodo takšni primeri Rajčev nadaljevali, bo sindikalni boj ne samo nujen, ampak bo še bolj intenziven. Mariborski kriminalisti so priprli moškega, ki naj bi bil zlorabljal mladoletnike. Policisti so ga ovadili zaradi suma več kaznivih dejanj, prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter izdajanja za uradno osebo. Osumljenca so zaradi tovrstnih dejanj obravnavali že marca letos, preiskava pa še ni končana. 22-letnega osumljenca so prijeli, potem ko se je ena od mladoletnih žrtev opogumila, o izsiljevanju povedala staršem, ti pa so zločin prijavili policistom. V preiskavi so doslej ugotovili, da je imel osumljenec na Facebooku ustvarjenih več profilov z različnimi imeni, med drugim Karin Zorec, Žana Hajdinjak, Karin, Karina in Tijan Kadrunovski. Na vseh pa se je predstavljal kot mlada mikavna lepotica in tako privabljal mlade dečke in mladostnike. Je šlo za v bistvu mladoletnike oziroma otroke moškega spola, s katerimi je potem navezal stik, jih zvabil, da so se goli fotografirali, te fotografije mu posredovali in potem na tak način stopal za njimi v kontakt in jih tudi izsiljeval. In to najmanj 17 nič hudega slutečih mladoletnikov. Za zdaj je potrjeno, da se je z najmanj 3 srečal tudi osebno, enega med njimi pa naj bi celo spolno zlorabil. Z 3 mladoletnimi žrtvami, s katerimi se tudi srečal na območju Maribora in Ljubljane. Pri tem se je v teh kontaktih izdajal tudi za uradno osebo. Mladoletnika je osumljenec prepričal, da je policist ali kriminalist, da bi jih zastrašil in izsilil še več golih fotografij, so še ugotovili kriminalisti. Ti sumijo, da je bilo mladoletnih žrtev veliko več kot le 17, zato starše pozivajo, naj bdijo nad stiki otrok na socialnih omrežjih in pozivajo k naznanitvi tovrstnih kaznivih dejanj. Urad za makroekonomske analize in razvoj je danes občutno izboljšal napoved gospodarskih gibanj za letos. Medtem ko spomladi napovedoval 0,5% rast bruto domačega proizvoda, zdaj pričakuje kar 2% rast. V letih 2015 in 2016 se bo rast nadaljevala, a bo počasnejša in sicer v obetih 1,6%. S tem se je danes seznanila tudi vlada na drugi redni seji. Prerez drugega domačega dogajanja pa sledi v Slovenskih novicah, začenši prav sejo vlade. Novo izvoljena vlada Mira Cerarja se je sestala na drugi redni seji. Čakajo delo pri pripravi osnutka proračuna za leto 2015. Odločitev o rebalansu letošnjega proračuna bo sicer znana v nekaj dneh, je za Radio Slovenija dejal premier Cerar. Dotaknili so se tudi prvih težav s kadri. O položaju državnega sekretarja na okoljskem ministrstvu Jureta Lebna so zaradi očitkov glede njegovega magisterija danes spregovorili tudi koalicijski partnerji. Prvak Desusa Karl Erjavec meni, da Leben ni ustrezen za ta položaj. Že pred sejo pa je Erjavec, tokrat v vlogi zunanjega ministra, zatrdil, da Slovenija nikakor ne bo sodelovala pri vojaškem ukrepanju proti islamski državi. Kljub vsemu pa je Slovenija zavezana boju proti terorizmu. Mandatno-volilna komisija je zavrnila predlog SDS-a za razširitev današnje seje s predlogom za sklic javne predstavitve mnenj o vprašanju poslanskega mandata prvaka SDS-a Janeza Janše. Prav tako se niso strinjali, da na dnevni red uvrstijo zahtevo za pridobitev podatkov od Vrhovnega sodišča glede odločanja o Janševi zahtevi za varstvo zakonitosti.
Konec lanskega leta je v Sloveniji štipendijo prejemalo skoraj 40 tisoč štipendistov ali 5,2% manj kot konec leta 2012. Med prejemniki štipendij je bilo slabih 15 tisoč dijakov in 25 tisoč študentov. Konec lanskega leta je državno, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo prejemal vsak 5. dijak in vsak 4. študent. Poprečna mesečna štipendija za lanski december je znašala 192 evrov, leto prej pa evro manj. V prometni nesreči, ki se je nekaj pred 7 uro zjutraj zgodila v križišču Dunajske ceste in Baragove ulice v Ljubljani, je umrl voznik motornega kolesa. Kot so pojasnili na policijski upravi Ljubljana, je bil v nesreči poleg motorista udeležen še mestni avtobus, ki je zaprl pot motoristu. Po poročanju medijev gre za 46-letnega Mateja Štivana, glavnega organizatorja humanitarne akcije Srce Sloveniji, v kateri so zbirali sredstva za šolske potrebščine in nakup hrane za socialno ogrožene otroke. Tudi danes se bomo posvetili volitvam. Že včeraj smo vam predstavili 6 kandidatov za župansko mesto v Mariboru. Danes nadaljujemo z naslednjimi, ki prav tako želijo 4 leta voditi mesto ob Dravi. Vsem smo postavili enako vprašanje, in sicer, kako se bodo lotili reševanja športnega centra Pohorje in velike brezposelnosti, ter zakaj bi jih ljudje želeli in volili za župane. Njihove odgovore je zbrala Ana Hajšek-Bučar. Borut Ambrožič, brezposeln s poslanskim nadomestilom, znan tudi po tem, da so mu odzeli magistrski naziv, stavi na zaupanje. Mariborčani in Mariborčanke me poznajo kot moža besede v vlogi zastopnika pacientovih pravic in kasneje tudi kot poslanca v državnem zboru. Zato sem prepričan, da bodo verjeli mojim besedam. Anton Štrucl je prepričan, da si Mariborčani želijo poštenega župana, ki občine ne bo čezmerno zadolževal. Še naši vnuki bodo te dolgove plačevali. Teda te zadeve bi trebalo poštimati in sprejeti neki kodeks, da župan in mestni svet v tistem času v njegovem mandatu se nekako veže, da bo pripravljen poravnati ta dolg, ki so ga potrdili oziroma najeli, makar za svojo hipoteko. Novinec med kandidati je tudi Peter Rižnar, ki meni, da je akutni mariborski žur športni center Pohorje vitalnega pomena. Treba pogledati tudi vzroke, zakaj je prišlo do tega dejansko gospodarskega propada in kako naprej. Tukaj mora mestna občina Maribor seveda uveljaviti svojo politično higieno, pomagati pri reševanju, se pa je treba zavedati, da je športni center Pohorje dejansko neko zasebno podjetje. Da bi rešil mariborski turizem, se tretjič v bitko podaja Franc Kangler, ki je sicer odstopil zaradi pritiskov z ulice. Poskušam z svojim znanjem in izkušnjami, predvsem pa, če smo gondolo v 104 dneh rešili hitro in učinkovito, potem sem prepričan, da bi lahko tudi kot župan ne samo mariborsko Pohorje rešil, ampak tu gre za 500 delovnih mest, gre za Zlato lisico, gre za mariborski turizem. Andrej Fištravecki športni center poskuša reševati z nesprejemljivo ponudbo in vrsto zapletov prek občinskega podjetja Nipa bi ljudi zaposlil s pomočjo tujcev. Sami smo odprli dosti vrat po svetu, tako da mi bi radi v naslednjih 5 oziroma 4 letih 5000 novih delovnih, sodelovali pri odpiranju 5000 novih delovnih mest v Mariboru. Z velikimi projekti, pa z manjšimi projekti. Sicer pa županski kandidati volivce nagovarjajo tudi z obljubami o pridobivanju evropskih sredstev, vlaganje v infrastrukturo in programi za mlade. Za župana mestne občine Maribor se, kot že veste, poteguje kar 17 kandidatov. Nocoj ob 20. se na televiziji Maribor lahko gledate soočenje vseh županskih kandidatov. Soočenje bo vodil dr. Zoran Medved. Zdaj pa poglejmo, kdo se za županski stavček poteguje v Laškem in Šmarju pri Jelšah. Občina Laško, ki se razprostira na slabih 200 kvadratnih kilometrih, kljub razpršeni poseljenosti s 173 evri dolga na prebivalca sodi med podpovprečno zadolžene v državi, saj je konec leta 2013 njen dolg znašal slab 1,3 milijona evrov. Relativno ugoden položaj pa bo za enega od obeh županskih kandidatov še kako dobrodošla popotnica, saj želja med občani ne manjka. Ceste, da je bilo boljše, tiste bi res bilo. Tiste so ponekod zelo slabe. Preveč je brezposlenih, colinge so premehne, težko je, ne? Pogrešamo malo več uljudnosti pa prijaznosti. Ceste pa vse takšne stvari, ne? Zdaj nam tek rihta je gor, ampak
nekam počasi gre vse skupaj. Z željo po spremembah se premierno v župansko tekmo sicer brez političnih, a z mnogo delovnih izkušenj Slovenskih železnic podaja upokojenec, ki si želi oživiti gospodarstvo s komunalno urejeno obrtno cono. Ob tem pa načrtuje. Trženje turistične ponudbe v skladu z razvojem lokalnega okolja, od prodaje občinskih zemljišč za potrebe razvoja občine, spodbuda mladim pri generacijskem prenosu kmetij, krepitev znanja in inovacij v kmetijstvu. Posameznega občana spodbujati, da je tudi odgovoren za uspešnost občine. Vsi zaposleni na občini, ne samo župan, bomo servis vseh občanov, zato bomo prevzemali odgovornost za vsakega občana. Občinski svet mora postati podjetje različnih mnenj z enotnim najboljšim zaključkom, ki bo pomiril vseh občanov. Na svoj tretji mandat pa upa tudi aktualni župan, ki pravi, da je v dosedanjih 2 uresničil vse, kar je obljubil. Tudi v tretjem želimo nadaljevati z policentričnim razvojem občine Laško kot takim. Naši osnovne naloge so nadaljevanje obstoječih projektov, to je zadovoljevanje potreb naših občanov na komunalnih objektih. Poleg tega pa želimo tudi standard po posameznih krajevnih skupnosti, kot tudi v občini Laško in tudi v mestu Laško dvigniti še na višji nivo, kar bi dalo tudi osnovo nekako za razvoj turizma po celotni občini. Za uspešno delo pa bo pomembno tudi, kakšna bo sestava 23-članskega občinskega sveta, v katerega se bo s kar največ kandidati skušalo prebiti 6 strank in 5 list. Okoli 107 kvadratnih kilometrov velika občina Šmarje pri Jelšah z dobrimi 10 tisoč prebivalci je ena tistih, ki bo na tokratnih volitvah gotovo dobila novega župana. Za to funkcijo pa se potegujejo 4 kandidati. Dolgoletni ravnatelj, ki se pri županovanju želi posvetiti potrebam občanov, se po 12 letih ponovno podaja v kandidaturo. Med investicijami, ki jih namerava izpeljati, pa izpostavlja. Poskrbeti za infrastrukturo, ne samo na lokalnem nivoju, ampak tudi posodobitev ceste Grobeljno-Rogaška Slatina, ker na tej cesti v vseh letih ni bilo vloženo popolnoma nič, in seveda pomagati kmetom pri pridobivanju sredstev, pri prevzemu mladih gospodarjev, da bi prevzeli kmetije in ustvarjati pogoje za razvoj obrtništva in podjetništva. Županski stolček pa mika tudi vodjo oddelka za okolje in prostor na upravni enoti, katere cilj je ustvariti občino, ki bo družini prijazna, gospodarstvu naklonjena in turistično prepoznana. Kaj bomo pa konkretno delali, želimo dobiti od naših občanov, zato smo tudi zastavili si anketo, gremo med ljudi, da povejo in na to potem bomo zgradili prav konkretne ukrepe. Podžupan, ki se v kampanjo podaja drugič, obljublja korektnost in delovnost usmerjeno k občanom s ciljem enakomernega razvoja vseh območij ter spodbujanja gospodarstva. Poskušali bomo dodatno zaposliti mlade v našem kraju, da ne bi odhajali iz Šmarje pri Jelšah, da dobijo neka delovna mesta tudi pri nas. Seveda pa veliko potencijala imamo na turizmu, kmetijstvu. Sam tudi izhajam iz kmetijstva in si zelo želim, da nekako pridemo z ekohrano v naše javne zavode, to so vrtci, šole. Gospodarstvenik z bogatimi izkušnjami v bančništvu ter javnem sektorju pa stavi na lastne kompetence. Vse pa namerava usmeriti v zagotavljanje razvoja. Predvsem v nekaterih segmentih, ki doslej ni bilo toliko poudarjeno, predvsem je to gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in seveda okolje. In tukaj ne bi pozabil tudi ne na mlade, ki so nekaj je tudi brezposelnih, kjer bomo koristili določena evropska sredstva, ki so na razpolago, da jih tudi delno zaposlimo. Volivci oziroma občani pa od kandidatov pričakujejo varno pot šolarjev, od železniške do šole. Mogoče podeželje ima zapostavljeno kot krajevno skupnost Tinsko, najmanj razvito podeželje v Sloveniji, bi lahko rekel. Nimam pojma, 5 let sem klasen se preselil, tako da zaenkrat je vse v redu, ne vem. Ali bosta za izvolitev župana potrebna 2 kroga, bo odvisno od volje okoli 8500 volilnih upravičencev, ki bodo odločali tudi o sestavi 19-članskega občinskega sveta, v katerem si bo kar največ mest skušalo pridobiti 8 strank oziroma list. Začetek jeseni v astronomiji in geografiji označujemo z izrazom jesenski ekvinokcij oziroma enako nočje.
Sonce je takrat navidezno natančno nad ekvatorjem. Ob jesenskem ekvinokciju Janka Glazerja pa je naslal nove zgoščenke kantavtorja in kitarista Petra Andreja, ki je na novo uglasbil pesmi v rušo hrojenega pesnika Janka Glazerja. Zgoščenka prihaja na police prav v teh dneh, Peter Andrej pa jo je predstavil na Malem odru Narodnega doma kot intermedijski projekt, v katerem je prepletel glasbo, literarno besedo in video. Po uglasbitvi Glazerjevih pesmi z 2 kitarama pred 20 leti kantavtor Peter Andrej predstavlja novo, glasbeno bogatejšo različico z dodanimi novimi uglasbitvami. Med njimi sta Moj ded in Jesenski ekvinokcij. Slednjo je izbral kot naslov, ki simbolično zaznamuje prehod v drugo, zrelejše, tudi bogatejše obdobje življenja in ustvarjanja. Čas je tako svetlova in tema na vagi, rast in zrelost je nekako na vagi, pa tudi je malo na vagi ta pozornost do Glazerja, ki jo je deležen vsakega marca v Bilico, potem pa celo leto nič. Knjiga sedi na polici in čaka bralca ali pa neke javne predstavitve. Večinstrumentalna zasedba omogoča, da elegična občutanja v pesmih še posebej zaživijo ob zvokih čela, kontrabasa, električne kitare, bobnov in klavirja, ki se pridružujejo izhodiščni kitari. Posamezne pesmi sta v zvočno kuliso vtkala dramska igralca Vlado Novak in Peter Trnovšek. Poezija pesnika Janka Glazerja, ki je bil rojen v Rušah, pa že leta nagovarja ruškega kantavtorja in glasbenika Petra Andreja. Predvsem se mi je zdela njegova poezija tak pohorski haiko, take njegove impresije, te slike so me nagovorile in iskal sem tak bolj koncentriran izraz, stvari, ki so me bolj pritegnile, zato sem tudi specifično določene pesmi uglasbil. Elegija, Voda žobori, Ciproš so nekatere najbolj značilne pesmi, uglasbene tudi na novi zgoščenki, ki prihaja med poslušalce prav v teh dneh. Pri športu pa k nogometu. Nogometaši Maribora in Krke so po zmagi v zadnjem krogu državnega prvenstva napredovali na lestvici. Mariborčani so zdaj drugi, Novomeščani pa 8. Državni prvaki so v Velenju dosegli svoj cilj in osvojili 3 točke. Mariborčani postajajo pravi izvedenci pri razborljivem zbiranju točk, saj so v Velenju ponovili zgodbo iz prejšnjega kroga, ko so v Kopru zmagali na identičen način. Ko si nasprotniki priigrajo zrelo priložnost, a je iz določenega razloga ne udejanijo, izvedejo vijoličasti protinapad, v katerem storijo tisto, kar ne uspe tekmecem. Da je vse skupaj slajše, to naredijo v zadnjih trenutkih tekme. Velenja je nevarna ekipa, katera lahko škoduje vsaki ekipi, ampak mi smo bili zbrani skozi celotno srečanje. Jasmin je bil danes opet na nivoju, odbranil 2 lepe priložnosti njihove, ampak tudi mi smo imeli zelo priložnosti za zadetek in na koncu se nam je obrestovalo za zadetkom in se nam je vrnilo vsa ta vera in potrpljenje, da smo trli nasprotnika in tudi v zadnjih minutah ni še konec tekme, dokler se digne pisk, tako da smo zelo veseli zmage. Ob Škalskem jezeru so velenjski nogometaši podoživljali tisto, kar so v soboto koprski, ko so namesto 3 ostali brez točke. Vse smo imeli v svojih nogah, moram reči, bili smo boljši tekmeci od njih. Imeli svoje priložnosti, nekatere 100% in nepisano pravilo, če ne daš, dobiš in enostavno sami smo krivi za poraz, ampak odigrali smo eno super tekmo, dokazali, kaj znamo, se lahko kosamo z najboljšimi. In to nam bo smernica za naprej. Imeli smo možnosti za šahmat, mislim, da je to z naše strani bila res dobra tekma, ampak prav zaradi takih stvari je nogomet najbolj zanimiv šport na svetu. Danes smo bili boljši, smo izgubili tekmo, ampak obet za naprej je, pa če bomo tako igrali in če bomo nadaljevali z takšno igro, bomo tudi začeli nabirati točke. 2-krat zapored je bil Tavares tisti, ki je Mariborčane na gostovanjih popeljal do 3 točk. Ali bo tako še 3. zapored v soboto, ko bodo vijoličasti gostovali v Domžalah pri Radomljah? V Ljudskem vrtu si želijo nekoliko agresivnejši pristop in manj napak, ki nasprotnim ekipam ne bodo omogočile prevelikega števila priložnosti za zadetek.
V več evropskih državah se vrstijo preiskave suma terorizma, aretirali pa so tudi nekaj osumljencev. Britanska policija je v Londonu aretirala 9 moških zaradi suma terorizma. Belgijska policija pa je na letališču Charleroi aretirala moškega zaradi suma članstva v teroristični združbi. Protiteroristične preiskave potekajo tudi na Kosovu. Matej Korošec je pripravil zbir drugih mednarodnih novic. Združene države Amerike in njeni arabski zaveznici so ponovno napadle položaje pripadnikov skrajne skupine Islamska država v Siriji. Pri tem je šlo za napade na naftne rafinerije. Prodaja nafte je eden od pomembnih finančnih virov skrajnežev. Islamska država naj bi dnevno tako dobila okoli 2 milijona ameriških dolarjev. Britanski premijer David Cameron pa je pred Generalno skupščino Združenih narodov napovedal, da se bo letalskim napadom pridružila tudi Velika Britanija. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je objavil odlok, v katerem je naložil vladi, da se v prizadevanjih za ustavitev vmešavanja Moskve v ukrajinske notranje zadeve pripravi na morebitno začasno zaprtje 2300 km dolge kopenske in morske meje z Rusijo za ves promet in tudi pešce. Na vzhodu Ukrajine sicer že tedne velja prekinitev ognja, za katero so se vlada v Kijevu in separatisti dogovorili v okviru dogovora, ki vsebuje tudi druga vprašanja. Med drugim začasni posebni status za separatistični regiji Lugansk in Donetsk. Francoski proizvajalec avtomobilov Renault je zaradi možnih težav z zavornim sistemom vpoklical v servisne delavnice skoraj 500 000 avtomobilov. Gre za modele Clio 4 in Kangoo 2, izdelane v Renaultovih tovarnah v Turčiji ali Franciji. V Sloveniji gre za 4000 Cliov in 300 Kangoojev. In še vreme. Po noči in jutri bo precej jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po kotlinah megla. Popoldne se bo v vzhodni Sloveniji izmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo v vzhodni Sloveniji izmerno do pretežno oblačno, drugod po večini sončno. V nedeljo bo precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. To je bil dnevnik televizije Maribor. Večernih novic ob 20. tokrat izjemoma ne bo, ker bomo prav v tem času na naši televiziji prenašali soočenje vseh 17 kandidatov za župana Maribora. Vabljeni torej k ogledu, da boste na dan volitev morda lažje izbrali pravega kandidata za župana. Nasvidenje.